Živijo, tukaj Valentin. V tem videodnevniku se bomo pogovarjali o sodni oblasti oziroma jurisdikciji. V šoli nas nič kaj dosti ne učijo o tem, kako deluje naša zakonodaja oziroma svetovna zakonodaja. In enostavno sprejemamo določene zakone, o katerih nas informirajo. Recimo, ko naredimo izpit za avto, se strinjamo s tem, da bomo upoštevali prometne predpise. Ko ustanovimo kakšno podjetje, se strinjamo, da bomo plačevali davke. Ko gremo kupovati v trgovino, nam je povsem sprejemljivo, da je v ceni, ki jo plačamo, vključen tudi davek na dodano vrednost. Skratka, zakonski predpisi nas obdajajo na vseh ravneh življenja, vendar jih večina enostavno, popolnoma brezpogojno, nekritično sprejema, kot da so to sestavni del naše družbe in da ni s tem čisto nič narobe in da glede tega ni potrebno narediti nobene spremembe. Je pa tako, da zakoni so v bistvu neki dogovori, neke pogodbe, ki jih sprejmemo oziroma se jim podrejamo. In primarna pogodba je neposredna pogodba oziroma dogovor dveh ljudi o nečem, se pravi, dve osebi skleneta nek medsebojni sporazum in ga potem upoštevata. Temelj prava je torej neka pogodba, ki se sklene sporazumno in lahko traja za določen ali nedoločen čas in je lahko geografsko omejena ali neomejena in ima določeno jurisdikcijo oziroma sodno oblast. To pomeni, da v primeru spora, če pride do neskladja ali če neka stranka recimo krši dogovor, da se potem ta sporazum razreši. Da se določi, kdo bo tista oseba oziroma kakšen mehanizem arbitraže se bo uporabil za to, da bo prišlo do nekega zadovoljstva, vsaj enostranskega, če ne obojestranskega. Recimo, ko uporabljamo denar, je zraven določena jurisdikcija, so zraven pripeti določeni zakoni, odvisno od tega, kakšen denar uporabljamo. Če uporabljamo evre, se to plačilno sredstvo, ki ga izdaja država Slovenija oziroma Evropska unija oziroma Centralna Evropska banka. In ljudje se ne zavedajo, da se sicer ne plača davek, če uporabljamo katerikoli denar, ampak da je zaveza recimo za plačevanje davka na dodano vrednost in dohodnine in tako naprej povezana izključno s tem, da uporabljamo plačilno sredstvo oziroma valuto, ki se reče evro. In da ne rabimo plačevati med seboj storitve,
oziroma si izmenjevati medsebojno vrednost storitev in izdelkov izključno in samo za uporabo valute evro. Vsak lahko poplača komorkoli storitve in izdelke z izmenjavo katerekoli vredne stvari, kateregakoli plačilnega sredstva, ki jo je druga stran pripravljena sprejeti. In če se ustanovi zasebna skupnost dveh ali več ljudi, lahko takšna skupnost ustvari lastno sodno oblast, lastno jurisdikcijo in lastna pravila, ter s tem postane imuna na javno zakonodajo. Vsak od nas ima torej moč, da ustvari svoja pravila igre, svoje medsebojne dogovore, kakšno interakcijo bo ustvarjal nekdo z drugimi, na kakšen način, z uporabo katerega plačilnega sredstva se bodo storitve in izdelke poplačevali. Glede tega je še veliko zanimivega znanja, zato tokrat ne bom vse podrobnosti razlagal. In tiste, ki jih zanima, da ne bi bil samo slepi sledilec in suženj javnega pravnega sistema in zelo težko zaslužil denar ter bil v dolgovih, za tiste, ki se želijo osvoboditi, postati gospodar svojega življenja in si ustvariti izobilje, take osebe vabim, da se priključijo nadaljnjemu poglobljenemu študiju znotraj izobraževalne organizacije, ki se imenuje Gemstone University, pri kateri seveda študiram tudi jaz, in da začnejo uporabljati tudi eno izmed rešitev v povezavi z denarjem, novo digitalno valuto, osvobojeno od dolga, ki se imenuje Sport. In povezave do teh dveh spletnih strani, do Gemstone University in Sport denarja, lahko najdete v opisu tega videoposnetka. Ali pa me lahko tudi kontaktirate osebno preko socialnih omrežij. Najdete me pod imenom Valentin Rozman. Hvala za posluh in nasvidenje.